Liza, je kava že pripravljena? Vsak hip bi mogel priti očka od seje. Je že v redu, gospa, samo prinesem jo, ko gospod pride. Prav. Oh, te večne seje. Te seje za reveže so potrebne, gospa. Kdo pa naj izbira in daje, če ne tisti, ki imajo? Ali naj ime, služkinje? Liza, vsa si se že navzela sodobnih idej. Kaj vem, če sem se navzela? Vem samo to, da imajo eni preveč, eni premalo, eni pa nič. To se mi ni zdi prav in pika. Aha, po tvojem naj bi imeli vsi čisto enako. Ah, tega nisem rekla, tega tudi nikoli ne bo. Ampak drugače mora biti, kot je sedaj. Če ne, bo na svetu nastala taka zmeda, da bo joj in Bog pomagaj. O, se je že joj in Bog pomagaj. Liza, kavo. Ne bom kave, žejen sem kot žovna. Prinesi cviček pa vodo. Vedno bolj nejevolen prihajaš od teh sej. Seveda, kakšen pa naj bom, če ne vas ubit, jezen, pobit. Ja, odstopil bom, kar izstopil bom. Oh, ne, nikar ne izstopaj. Kaj moraš, so pač taki časi. Časi. Se spomniš, kako rad sem hodil na seje konference? Prišlo je nekaj bolnikov, pa smo poskrbeli zanje. Nekaj dojenčkov so prinesli, pa smo jih oskrbeli. Nekaj ostarelih je prišlo, pa smo jim priskrbeli hrano in obleko. In danes zbiramo, prosimo, dajemo. Nič. Legije ubogih, brezposelnih, žalostnih, raztrganih, obupanih. In poslali smo dopis oblasi, naj vendar že nekaj naredi. In a misliš, da bo kaj? Nič ne bo, dvakrat nič. Izvolite, gospoda. A je Minka že prišla? Ah, ne še. Ti profesori, mislim, da tudi malo preveč ožemajo mladino. Kaj preveč? Naj le vsak zna, kar mora znati. A za Minko se pa ne bojim. Ne. Tudi najboljšemu lahko spodleti. Ja, seveda, kaj pa potem? Bo pač ponavljala. Pokvarjene počitnice bi imela. Počitnice. Koliko počitnic sem pa jaz imel? Ali pa ti? Cele noči so pregarala, da sta se končno lahko ugnezdila. Po 20 letih. Ja, tega danes nihče ne vidi, ne upošteva in niti ne verjame. Seveda, točno to. Zavist cvete kot češminov grm. In povrh vsega še tolika pretkanost teh ljudi. Še in še jih je prišlo danes na sejo konference, češ, da smo krivični in da te in te preziramo. Potem pa sem ugotovil, da sem dal živila gospe, ki ima dobro penzijo, pa jo zapravlja svojim koruznikom. Od sile je vse skupaj. Pozdravljena! Minka! Kako lepo! Si prišla! Lepo. No, si naredila izpit? Da. Z odliko. Bravo, čestitam. Z odliko. Ta naša Minka. A sem ti rekel, da se ne bojim za njo. No, lepo. Pridi, usedi se, pripoveduj. Gotovo, je bilo težko. Ja, izpiti vžejo. Boš nekaj popila, a ne? Boš popila kozarec cvička. Kozarec, prosim. Liza. Kozarec prinesi, a si gluha? Liza, prinesi kar 2, bomo nazdravili. Lepo, bravo. Je bilo težko, kaj ne? Ja, skozi prste nam res ne gledajo, no. Liza, si slišala zadnjo novico, kaj se je zgodilo? Ne. Novo doktorico imamo. Matejtero, čestitam gospodična, to je pa imenitno. Ja, hvala lepa, vendar to ni prav nič imenitno. Veste, koliko ljudi je danes izšolanih, potem pa lačnih in brez strehe. Vi imate oboje, bolj ste imenitni kot vsi mi. Nič se ne bojte, za poslanko vas bomo izvolile. Ženske bomo vse prekucnile in popravile. Prekucnile že. No, hvala Liza, zdaj sedaj lahko greš. Saj grem, ampak sukale vas pa bomo, da boste vedeli. Živjo, Minka, naša poslanka.
tele zluške ne dan danes. Ja, res. No, še enkrat nazdravim in čestitam. Ženja sem pa res. Čestitke. Na zdravje, čestitke. No, Minka, kako je bilo? Je bilo težko, kaj ne? Ja, najlažje res ni bilo. No, to je tvoj zadnji izpit, kaj ne? Ja. Ja, no, odločil sem se, da ti pripravim presenečenje. Ja, hvala, vendar sploh nisem pričakovala presenečenja in ga tudi ne bom sprejela. Očka. Viš jo. Minka, nekaj veselja pa ti moramo pripraviti. Seveda. No, dobro, pa povejta, da izbira. No. Če že ustrajata. Ja, no, najprej prva možnost. No, ravno avtomobila ti ne bom kupil, ampak sprehajal sem se po mestu in v oči mi je padla krasna zapestnica z zlato uro. Prav elegantna je, ti rečem. Tudi jaz sem jo videla. Elegantna je in moderna, všeč mi bo. No, očka, hvala, vendar meni tale ure prav točno gre in mi čisto zadošča, tako da ne nadanem si je. Drugo presenečenje, prosim. No, pa drugo. Videl sem, da je tvoja športna oprema že vsa obrabljena. In ugledal sem čudovito opremo, elanove smuči in vse drugo, kar potrebuješ za zabavo in šport. Vse ti kupim, da boš opremljena kot malo kdo. Pa saj me poznaš, očka, in veš, da ničesar bolj ne sovražim, kot tiste polikane turiste in smučarje, ki hodijo z brvjo in cepini na golovec. Športnik mora že z opremo pokazati, da je športnik, kot se zagre. Očka, nečesa sem se domislila. Dan danes mladina rada nosi prstane z velikimi kamni. Zadnjič, zraven tiste ure, ki sva ti jo namenila, sem videla, tudi ti si ga ogledal, en prsten, gotovo ti bo všeč. In nam damo ugravirati datum tvojega zaključnega izpita. Kaj ne? Datum izpita si pa že univerza zabeležila, no pa očka, nisi mar že dal dosti za študij. Bože. Torej nič. Končano. Pač, če že ustrajata, si sama izberem. Kaj povej? No, le kaj Ne si boš povem, izmislila? če prej ne obljubita, da dobim. No, le kaj si boš izmislila? Zračna barka Slovenija številka 1. Skoraj nekaj takega bo pa res. Mi daš? Dam, Roko, roka. ti si član dobrodelnega društva, kaj ne? Konference. Dobro, za ime niti ne grem. Tudi sama sem del univerzitetne konference. Vi in oni vsak dan bolj tožite, da niste kos sedanji bedni. Res. Kot kaplje v morje naša pomoč. In povrh vsega še tolika pretkanost teh ljudi. Ja, nočka, to moraš razumeti, da jim gre za biti ali ne biti. Mislim, da nisem prav nič krivična, če rečem, da ste vi trgovci vsaj toliko pretkani kot ubogi brezposelni. Oh, Minka. Če pa res, če si brezposelni izmišljuje razne potegavščine, da si več pridobej, zakaj jim zameriš? To je boj za obstanek. Že. Ampak nekateri si pridobijo pomoč na 10 mestih, nekateri pa nikjer. Dobro, to je trgovska konkurenca, nič drugega. Ena je lepa, druga grda. Ampak pustiva zdaj to, pomeniva se o tvoji ponudbi in obljubi. No, povej. Na vrtu je prav čedna hišica, tam je soba in kuhinja. Med potresom je celo služila za stanovanje. To hiško mi daš na voljo, velja? Ja, da si pripraviš majhno puščavico zase, kaj ne? Ne, danes je res polna odvečne brklarije, ki jo bomo vrgli stran, v njej pa nastanili brezposelno družino iz smrdljive barake. Ne, Minka, ne. Še kakšno bolazo nam privleče v hišo. Ne, Minka, ne, ti tega ne razumeš, ne. To je sodobna človekoljubnost. Kaj vse ljudje napišejo na papir, potem ko gre za res, je pa ta ljubezen le podpisan papir, ki še za vštedelnik ni prida. Dokažimo govorjenje z dejanji. Oh, Minka, le kaj ti pride na misel?
Barakarje pa knapec. Ne, Minka, ti tega ne razumeš. Kljub univerzi si vendarle še otrok. Dobro, sem pa otrok. Zakaj pa je Kristus rekel, če ne boste kakor otroci? Minka, malo preveč jezikaš, očku. Ne, mamica, to ni jezikanje, res ne. Ne, mama, ne vtikaj se. To je razgovor. Minka, kar nadaljuj. Se pravi, moje prepričanje je, da moramo vsak po svoje poskrbeti, da te ljudje dobijo streho in delo. A ne čutite, da jih je sram prosjačiti? Že, ampak ob tej povodnji, kako bomo z zasebno dobrodelnostjo rešili to stvar? To je zadeva oblasti, naj oblast to reši. Ja, in kaj, če oblast premalo ali nič, kaj potem? Potem naj oblast gleda. To je pa res ogromna modrost. Narod se trka na prsi, oblast smo pravzaprav mi, potem kaj pa treba pomoči, tudi oblasti, ga pa nikjer ni. Moje prepričanje je, da moramo vsak po svoje poskrbeti s krikom in dejanji, da se vladajoči zavedajo potreb in teh problemov ob hudih časih. Minka, cel naprednjak si že postala. Altruistka sem pa res. Če sem vajna dragocena darila zavrnila, sem jih zato, ker sama nimam ničesar, bi pa ta darila podarila revni družini v pametni obliki. Očka, predlagam, daj denar, pa naj ga da kamor hoče in želi in se ji zdi prav. Ne, prav tega ne maram. Ta družina, ki jo bom jaz našla, si bo zaslužila svoj kruh z delom. No, kje ga bo pa našla? Ja, najprej pri nas, na vrtu, dela je polno. Na vrtu. Ja, ko pa sam tako rad delam na vrtu. Očka, ti trguj, to je tvoj poklic. Za zabavo in oddih imaš tu in drugoče mnogo možnosti. Poglejte, jaz sem imela ogromno priložnosti za inštrukcije pri vaših prijateljskih družinah, pa sem jih zavrnila in si poiskala druge, bolj potrebne. Pa bodo tudi otroci s tako družino, Minka? Prav za otrok jih ne maram. Dajmo, očka, končajmo debato, roko si dal. Hiško je treba pripraviti. Že jutri pripeljem nove goste. Minka, bodi previdna. Nič se ne boj, mamica, moji bodo. Sedaj pa moram iti, čakajo me, da praznujemo izpite. Z Bogom. Z Bogom. Ta naša Minka. Le kaj si izmisli? Ves ta direndaj, da bo privlekla na naš vrt. Ti veš, pa ima vendarle prav, veš. Danes smo na seji konference govorili in brali tiste Jezusove besede. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. V dejanju in resnici. خلاص ودورت النص Čuden. Zakaj se mi smeješ? A ne vidiš, čisto brez vsega smo. Niti za ščep moke več nimam, niti skorice kruha več. Ti pa posedaš okrog vogalov barake,
Se plaziš okrog, kakor bi ti bila ta revščina nič mar. Moj Bog. Pa ne gre v vodo. O, vodo, da veš, kar pod vodo, tja, na dno. Pa saj, pravzaprav smo že tam. Lepo govoriš res, podobi se tako za očeta. Pa mar nimaš nič srca. O, imam. Potem se vendar zgani. Stopi okrog ljudi, pa si poišči delo. Vse pomagajo, če poprosiš. Sama sem že vse obletala. Pete sem si že zbrusla. Ne morem. Pa zakaj bi ne mogel? Poglej vendar druge. Včeraj, toliko so si nabrali, ne samo za potrebo, še čez njo. Babe so se od pijanosti kar po tleh valjale. Vidiš, samo zato ne prešačim, samo zato ne. Tako sem moladoval in prosil, da bi se bil še kamen razjokal. Pa nisem prosil denar, ne, prosil sem za delo. Delo. Veš kaj, beračil pa ne bom. In zapomni si, tudi baraba ne bom. Pa tudi, če nas to vse stane. Pa dobro, pa poišči delo, poglej. Tam pri vodi so začeli graditi nasip. Stopi in vprašaj. Sem že 10-krat, ne bom več, sit sem vse. Joj, Nande, obupan si. Vsak dan bolj. To je grozno. Na, viš jo, spet gre. O, Jirca, tale tvoj se me boli, da je groza. Kukar me zagleda, smuk zavohal. Maram zanj, pojedla ga bom pa to. Jirca, a veš, da delijo moko? Pa to. Pa krompir pa to. Ja, pa Bogatin je umrl, pa je zapustil obleko pa to. Jirca, kar pejva na pot, da kaj dobiva, da dobi drugi, takoj, pa nam odrežejo. Pa rečejo, da smo tam in tam že dobile, ker so tako grdi. Pejva, kar beživa, da na drugi ne prehitijo pa to. O, poglej, deci gredo. Jirca. A tle, sino potulca, pejt hitro domov. A ne jaz čeklam otroka, da se dere, kam ga nameh darov. Jirca, imaš pa nandeta. Ide več.Ute se pa prsmojem, nekaj mu je. Neč več ga ljubit nas. O, Nande je že mož. Dober tak cukar. Ja, Samo en mal premal koraj, že ima pa to. sej za tu imaš pa ti preveč. Da se mi takrat, če gre za to, da mene v kakšnem hodla ženeš. Pa to, pa uno, pa mati tona, pa to. Ti mojo ženo špikaš. Se Zdaj za, svojo koruzo v roke kompletno. se zato je pa že kot tvoja malka. O, ste slišali? Vsi zapričal, vsi zapričal. Njega božga vinca, jak črnica mladinc. Ga pijemo na minca in jaz Matija Binc. Ja, kje si se ga pa nažgal? Gostilni pod krivo vrbo. Še sinoči, ne danes. Pa je močan, da še danes pojem. Lepoj! Prezident Republike Bukov Lok. Če še nisem, pa še bom. V meni so talenti. Moji živci so tako fino spleteni, da vse kaže na mojo odličnost. Pomisli. Zadnjič, ko sem poprosil za delo, so mi dali kramp v roke. Kramp v meni. Vsakič, ko sem zamahnil, se je vse tako streslo mene, da me je kar pri srcu zabolelo. To so živci za višje poklice, ne kot tvoji. Ti nimaš več živcev, star so roboti imaš namesto živcev. Ti
tvoji živci ti dobro opletajo in tvoj jezik. Ja, bolje kot kramp tebi, tvoj kramp tvoje, ne vem kaj, ne, veš? Lej, jaz sem si, z jezikom sem si več pridobil, kot si ti s krampom prikobal. Daj, pusta živce, pa strobot, pa kremp. Kje si se ga nažgal, da si še dan stopil roč? Koga si ubral? Razodeni nam ta studentček, da gremo še mi na pikteraj. O, Tone, ti bo povedal, kar počak pa to. Bom, pa to, pa ti, pa on. Ti ne boš nič nafehtala, ti si preneumna. Bomo že mi. Pridigaj, prezident. Ja, v redu. Lejte, tako vam povem. Najveselejši poklic je brezposelnost. Nobena ura ti ne zvoni, nobena trobenta, nobena ti ne trobi, nobena alarm. Paradiž. Ja, s hudobcem si ti v kompaniji, tak jezik imaš. Počakajte, neverneži. Včeraj popoldne sem žical in sem dobil. Kupil sem se 2 štruce kruha, meter dolgi, klobase in bombone. Ker sem bil utrujen od napornega dela, sem si privoščil še golaž in pol litra vinca. Pol litra, samo pol litra pa to. Počakaj. Domov grede me popade nova želja. Denarja pa nič več. Preudarjal sem in sklenil svojo zanko okrog Faroža. Veste, kaj vam povem? Med duhovščino se vedno kaj dobi. Temu se približam s pobožnostjo, dobim. Spet drugemu svetu zatrjujem, da smo samo še pol klaftre do revolucije. Dobim. Tretjemu razlagam o bedi mojih 7 otrok, pa da je žena spet tako in tako. Dobim. Fuj, ti, ka imaš komaj enega pol otroka. 7,5! Kako slepani pa to? To si je sama izmislila in je sjajno žela. Priporočam pa to, pa tisto, pa uno še tebi. Tiho ženske. Matija, prezident govori. Ja, no tako, lejte, torej sem jo mahnil v Faroš. Pozvonim, odpre mi kaplan. Želite? Gospoda župnika, prosim. Kaj mu pa želite sedaj 9:30? To vam nič mar. Kaplan pa hud, pa me je obrnil. Ven. Čist prav je naredil. Ja, še kako pravi. Lepo čakaj. Hitro mi šine v glavo. Matija, sedaj pa zaigraj katero. Uležem se na tla in izjavim. Ne grem. Kaplan steče k telefonu klicat stražnika. Jaz pa začnem kričati. Pomagajte. Umiram, pomagajte. Pri farih umiram, v katakombah umiram. Joj. Ljudje z ulice v vežo. Vam povem, teater za poslastico. Jaz pa zdihujem. O, srce pojenja, pomagajte, umiram. Glejte, pride stražnik. Tako sem ga preslepil, da mi je začel srajico odpirati in iskati srce. Gospod stražnik, avtomobil je bil, umiram. Ja, stražnik me dvigne, ljudje pobirajo moji štruci in vseh plati, vseh strani začne deževati denarja. Ja, kako se je pomirilo moje srce. In sem odšel, brez avtomobila. Ja, bin si pa res karlc. Ja, prezident, da ne bi bil kavelc. Fante, z menoj pod krivo vrbo. Gremo. Še je nekaj drobiža za par litrov. Gremo. Črnega, a? Ti pa ne domov. Tako, ni ga božga vinca, ke črni dalmatin. Takele uganja, da smo vsi umazani. Človek bi se razpočil od jeze. Ampak, nafehtat pa le zna. Jerca, bežva kar na pot, da nas drugi ne prihutijo pa to. Posluš, Tona, Ja. a imaš malo masti pa moke, da bi mi posodila za prežganko? Otrokom bi jo skuhala, pa čist nič nimam. Menda od lakote kar spita. O, Boga. Ja, imam Jerca, moko, pa kruha imam pa to.
A greš kar z mano? Pet kar z mano, ti bom kar dala. Grem, takoj. Sam še Nandetu rečem, da mi na otroke popas. A, dober. No, pa kar prid, pa kar ti bom dala kruha, pa moke, pa jajček, Hvala. pa to. Hvala Pa to. ti. Ja. Takoj pridem. Nande. Nande. Kaj je? A si jih videl? Ma, pusti me. Se vse trese v meni. Če se nismo pogreznili v samo gnojnico, sta smrad. Zdaj se že kar cedi od mene in od tebe in od otrok. Pa tak je on in še nekateri. Niso vsi taki. Ja, in tudi ti drugi, tudi oni se bodo pogreznili v ta smrad, če ti leže, za vse do grla. Nadej. Ne tuhtej in ne kujej se zdaj. Pa popazi zdaj še ti malo na otroke, da grem jaz k Toni po moko in mas za prežganko. A boš? Prav. Lepo idi, bom že popazil. Z Bogom, žena. Odpusti mi, Jerca. Ne morem več. O, ljubčka moja. Očka odhaja. Za vselej. Z Bogom. Oditi moram stran iz tega gnoja. O, Bog. Samo ti veš za moje trpljenje. Usmili se siroti in meni. Očka, zdrži še. Dobar dan. Dobar dan. Komu ste dajali poljubčke skozi okno? Gotovo otrokom. Da, spita. Prvo imate. Ste po drva namenjali, kaj ne? Menda že. Slabe volje ste. Smem prisesti? Kaj vam je? Ste bolni? Ne maram vas. Ne marate. Pa zdaj vam nisem storila nič žalega. Take kot ste vi, vas naravno sovražim. Zakaj? Zato, ker vi se pitate, mi pa umiramo tukaj in se pogrezamo v gnoj. Gnoj, gnoj. Prav govorite. Všeč ste mi. Boste jabolko. Nočem. Jih ne marate. Ne maram miloščine. Povejte, imate kaj zaslužka? Saj to je tisto, nič. Zato pa sem moral sem med to drhal. Vse ni drhal. Ne, vse ne. In sedaj nas vse sovražite. Res je. In kaj, če bi vam kdo rekel, pridite k nam, ponudim vam delo in še stanovanje, kaj bi rekli? Pa to je pravljica iz 1001 noč. In če bi bila resnica, Potem bi se zgodil pa čudež, gospodična. Ti se pa ne dogajajo več. pa naj se zgodi čudež. Povejte, kaj znate delati. Ja, vse. Čevljar sem, drvar, maltar, delavec, kuhar, no, vse. Oženjeni z otroki. Žal mi jih je, kolikor jih imam zares rad. Se pravi, naj vam povem čudež, da govorim po vaše. Na vrtu imamo hišico, sobo in kuhinjo, tam je bilo stanovanje. Delo pa po vrtu in vse naokrog. Moj oče je trgovec. Streho boste imeli, lačni in boste in delali boste, miloščine ne boste prejemali. Gospa, ne norčujte se iz obupanca. To je moja roka. To je moja žena. Dobar dan, mati. Z vašim... Gospodična.
Z vašim možem barantava za stanovanje in službo. O, Jezus, kaj res? Ne morem verjeti. Bog, gospodična, sam Bog vas je poslal. Tako smo obupani, da smo že čist na koncu. Se pravi, vi mi verjamete? Pa iz oči vam berem. Vaš mož je bolj neveren, kar midve se pomeniva. Pridete k nam. Pa še vprašate. Se pravi, jutri vas pričakujem, vam kar dam naslov. Pa to je čudež. Bog je res velik. Spovem se vam. Poglejta, še 5-10 minut, pa bi bilo vsega konec. O, nesrečnež ti. Pa najbolj sem se bala tega. Ni mogoče. Bog vam daj, da bi nikoli ne razumeli, kaj se pravi z lačnimi otroki, pogrezati se živ v gnoj. O, v smrt. Nikar. Jaz bi morala poljubiti vašo, pa saj sploh še ne poznam življenja. Gospa, tu imam nekaj za vaše otroke. Obuhlone, gospodična. Tako jih zbudim. Kar jutri vas pričakujem. Velja. Se vidimo, z Bogom. Z Bogom. Še je ljubezen na tem svetu.